Rok, avtodomarski turizem je vedno bolj v porastu na evropski ravni in tudi v Sloveniji, sploh glede na to, da beremo, da je že več kot 5000 registriranih avtodomov v Sloveniji. Pa kaj bi rekli, mogoče je glavna prednost tega avtodomarskega turizma? Kaj je tisto, s čimer bi pritegnili še tiste, ki recimo razmišljajo o tem, da bi imeli avtodom, ali da bi kupili, ali da bi ga najeli in z njim preživeli počitnice? Prva stvar, recimo, ko že govorijo o avtodomarskem turizmu ali pa o avtodomih pri kolicah ali pa v karavaningu nasploh, moramo povedati, da je to življenjski slog. Se pravi, to ni samo, bom rekel, neka igrača, s katero se postavljaš pred sosedom, ampak najbolj pomembna stvar je, kaj ti ta igrača lahko da. Da ti pa lahko svobodo, da ti vsak vikend neki izlet, vidiš nekaj novega, spoznaš nekaj novega. Pa mogoče tukaj še ena zelo pomembna stvar je to, da ljudje potem držijo skupaj. Ne? To je neka stvar, ki familija drži skupaj, otroke, staršem in take stvari. Ne? Tako da iz tega stališča, recimo, tudi zakaj porast pri nas, iz mojega stališča, tudi zato, ker to je en življenjski slog, ki ti omogoča, da si vsak vikend nekje drugje, ne? Da nisi doma. Hkrati pa tudi ni finančno tako hud zalogaj, da si ga ne bi privoščil. Se pravi, če imaš manj denarja, kupiš nekaj manjšega, ker tukaj je življenjski slog tisti. Ni avtodom tisti, ki ti to da, ne? Ampak je avtodom samo sredstvo, neko orodje, ki ti to pač omogoča. Ne? Ampak so pa seveda neke omejitve. Drugače je to, kot če imaš vikend z 2 spalnicami, ogromno kopalnico. Ne? Tukaj je treba upoštevati, da so v avtodomu določene prostorske omejitve in tudi mogoče, da je prav vedeti, kako je z omejitvijo, kar se tiče lokacije. Ne? Sicer lahko povsod gremo, ampak za vikend recimo, ne, vseeno to nisi tako hitro kot z avtom. Ne? Prva stvar mogoče je hitrostna omejitev, ne toliko recimo po zakonu, ker voziš lahko 130. Dejstvo je, da potovalna hitrost tukaj je nižja, zato ker pač se voziš s hiško. Ne? Nisi polž, ampak vseeno pa imaš tisto hiško s sabo. To je prva stvar. Druga stvar, ki je tukaj recimo še omejitev, je res mogoče kvadratura, ne? V primerjavi z neko vikendico, z neko počitniško hišo ali pa stanovanjem. Je pa tukaj druga stvar, ki mi je zelo pomembna, ali pa recimo, ki mi zelo veliko pomeni, pa to, da jaz z avtodomom dela nimam. Se pravi, ko se odpeljem z mojim vikendom uživati. Ker če imamo midva recimo vikendico nekje na morju, je treba pokositi travo, pobrisati prah. Ne bova recimo s partnerjem ali pa s partnerko ne boš nič skupaj, ker ima vsak svoje delo, svoje zadolžitve in ki konc vikenda rečeš, to smo naredili, ne. Uživali, kje smo pa uživali? Se pravi, za pol ure smo šli na plažo ali pa v hribe ali pa ne vem kaj, ne. To je brez veze, z mojega stališča. Medtem ko recimo avtodom ali pa potovalna prekolca, pa karkoli tega je pa tako, da tisto trenutek, ko ti obrneš ključ, pa se odpelješ, si na dopustu. Delati ti ni več treba, ne? Se pravi, greš uživati. Jaz, recimo, to je moj pogled na celo to zadevo. Tako da, če bi me kdo vprašal, imeti vikendico ali ne, jaz raj rečem, da jo ne bi imel, zato ker pač ne želim imeti dela. Imam že med tednom dovolj dela doma. Ne? Ampak na kaj mora biti pa nekdo pozoren, ko bi recimo, če potencialni kupec avtodoma, ali pa če bi ga samo najel za počitnice, prvomajske, poleti, karkoli. Ni samo oblika in izgled tista, tako kot pri kakšnem avtu, ne, ki je za nekoga pomembna. Kaj je tisto, na kaj mora biti potencialni kupec pozoren ali nekdo, ki najame? Tukaj je recimo oblika ta zadnja stvar, ki te mora zanimati. Ne. Tukaj recimo pri avtodomu ali pa pri prekolci, vsaj iz mojega stališča, funkcija mora biti vedno pred obliko. Se pravi, če je vas več, recimo, če je 5-6 članska družina, je to že ena od prvih omejitev, ker ogromno vozil tega ne omogoča prevoza za več. Ni mogoče niti problem prevoz, ni ležišč. Imaš recimo ti avtodome, ki so registrirani za dovolj, recimo imajo, dvojne klopi, pa to pa ležišč ni, ker pač oblika tega ne omogoča. To je prva taka stvar. Druga taka stvar, ki bi jaz mogoče, ko že govorimo o omejitvah, govoril je, ni problem sam prostor, problem je človek. Težko je postaviti 6 ljudi, ki ne shajajo dobro med sabo, ne, na majhen prostor. Ne. Ali pa na majhen prostor za dolg časa, ker tukaj smo omejeni s prostorom. In meni je smešno, ko se na nas obrnejo ljudje pa sprašujejo, mi bi šli pa na Nordkap ali pa na jug Španije, pa 14 dni, pa 3 pari gremo. Res, zanimivo, koliko bo pa nazaj prišlo? Ker se zna zgoditi, da se bodo ljudje požrli, ne kakorkoli, tudi kot v domačem stanovanju. Je prostora samo za enega alfa samca, pa eno alfa samico, ne? Pa še tista dom med sabo. Kaj pa ostale omejitve? Kaj pa recimo, če gledamo moč motorja ali kaj drugega, kaj je tisto, na kar bi morali biti najbolj pozorni? Recimo, da res dober avtodom to ima. Okej. Jaz o tem mogoče ne bi tako govoril, dober avtodom ima. Mogoče ljudi je treba opozoriti, da si ti vseeno velik, da je tako vozilo veliko, ali je to
vozilo, ne vem, je to avtodom, je to avto s prikolico zadnji, mi smo okorni, smo veliki. Tako da prva omejitev, mogoče, ki jo še tukaj lahko poveva, so pač ceste, podvozi, mestna središča. Ne vem, jaz bi vsakmu na srce položil, ne z avtodomom v mestno središče, parkiraj na obrobju, pa pet potem z javnim prevozom, zato javni prevoz je. Ker mi smo vsem veliki, težki, okorni, večina od nas je potem še malo živčnih rata, pa pride do kakšne zoprne zadeve. Je pa sicer Slovenija kar velik igralec, lahko rečeva, na evropskem trgu, kar se tiče avtodomov. Tudi veliko proizvajalcev sodeluje s Slovenijo. Prej smo se pogovarjala, ste omenili, da je v bistvu med 5 najmočnejšimi. Jaz bi upal reči tako, da je Slovenija recimo eden od velikanov tega segmenta recimo v evropskem, ali pa celo v svetovnem merilu. Mi smo mečkani, in vedno mislimo samo to, koliko je Slovenija majhna. 2 milijona ljudi, 20 000 kvadratnih kilometrov, ampak ni res. Mi imamo recimo samo, če gledamo karavaning industrijo, imamo Adriomobil z 2 zelo močnima blagovnima znamkama, imajo še mobilne hiške. Potem je pri nas recimo tovarno Carthago, ki je največji samostojni proizvajalec v Evropi, se pravi, ki ni pod okriljem nekega koncerna. Hkrati pa naredi v Sloveniji, upal bi se reči, 3/4 svojega posla. Zato, ker v Sloveniji proizvaja recimo vozila, ki so cenovno ali pa recimo tudi glede izpitov dostopa širšemu krogu ljudi. Potem imamo pa tukaj še nekaj cel kup mečkanih proizvajalcev, na katere sem jaz recimo blazno ponosen, ki jih tudi tukaj na sejmu lahko vidimo, ki so v evropskem merilu poznani, ki so recimo priznani. Pri nas v Sloveniji recimo prodajo nekaj kosov ali pa nekaj 10 kosov, medtem ko v tujini delajo pa kar lepe številke. Tako da je tudi ta stvar. In tudi potem na koncu, če rečemo, smo velikan v merilu proizvodov, počasi tudi že infrastruktura zaradi tega capla zadaj, ker so recimo pri nas ljudje uvideli, prej me je en gospod ustavil, ki ima kmetijo v bližini Ljubljane, jaz imel pa PZA, se pravi postajališče za avtodom. Res, super, imam klobaso, imam sir, krasno in vidi tudi v tem že neko priložnost. Tako da to je tudi ena priložnost recimo za lokalno skupnost, porast turizma na eni strani, hkrati pa potem tudi porast prodaje recimo določenih zadev, ki jih lahko ljudem kot spominek prodaš. No, ko ste omenili postajališča, teh je v Sloveniji že kar 165, to je lepa številka in predvsem so tudi, bom rekla, razpršena po celi Sloveniji, tako da tudi za vse tiste, ki gredo samo skozi Slovenijo, je dovolj priložnosti za ustavljanje in tudi oskrbovanje. Ali je to samo ustavljanje, da je oskrbovanja malo manj? Oskrbe je mičkeno manj, recimo v zimskem času je problem zmrzava, ker kar dosti jih ni opremljenih z opremo, ki bi omogočala recimo, dotakanje vode po zimi, ker voda pač zmrzne. Tukaj ne govorimo o topli vodi, govorimo o vodi, ki ne zmrzne. Se pravi, bi bilo fino, da bi bile recimo določene stvari take, recimo določene naprave take, da bi omogočali, da voda ne zmrzne, da bi človek, sej te zadeve ni treba, da so zastonj. Vsakdo, ki bo želel imeti oskrbo, bo tudi z vseeno plačal. Tako da, če se pa dotaknemo samega števila, jaz bi tako rekel, teh postajališč je še več. Mogoče niso recimo opremljena po pravih standardih, ampak kaj pravzaprav postajališče sploh je, se moramo najprej vprašati. Ker midva rabva za ustavljanje z avtodom ne rabva veliko. Ne rabva, kopalnice, tuša, ne vem, kjer to ponudbo boš potem že poiskal v kampu. Postajališče pa dovolj samo, da je nek prostor, kjer se jaz lahko ustavim in me nihče ne bo recimo, jaz sem plačal, ponovno se moraš tudi prijaviti, plačati turistično takso in potem je noben recimo tisti čas, ko sem jaz tam, ne bo preganjal. Ker najbolj grozna stvar je, ko si ti ne dopustil, da te nekdo preganja. Jaz mislim, da se to vsi strinjamo. Kako pa je na splošno z napredkom v avtodomarski industriji? Je malo počasnejša kot recimo v avtomobilski industriji. Kakšne so najbolj vidne novosti recimo v zadnjih letih pri razvoju avtodomov? Definitivno je recimo na tem področju inovacij manj oziroma so manj opazne, predvsem pa niso tako revolucionarne kot recimo v avtomobilski industriji. Avtomobilska branža letno ali pa recimo že kar mesečno proizvaja neke novosti. Pri karavaningu je tega manj. Moramo vedeti, recimo, da najbolj razširjeno bazno vozilo je staro 12 let, recimo Fiat Ducato, Citroen pa Peugeot. To je že prva taka stvar. So pa določene stvari, recimo, predvsem v zadnjem delu, ki se pojavljajo. Recimo, ena od teh je, kot smo že prej govorili, kompresorski hladilniki, ki se še dalje bolj uveljavljajo v primerjavi z trivalentnimi. Druga stvar, ki je zelo zanimiva, je pa digitalizacija. Zdaj vsi govorimo o digitalizaciji, pametni telefoni, računalniki in te zadeve. Tudi tukaj se počasi, ampak res čisto počasi uveljavljajo določene zadeve, ki to omogočajo. Se pravi, da imaš ti svoj telefon,
in potem prek aplikacije, ne vem, prižgeš luč, upravljaš ogrevanje ali pa kakšne take stvari. Je pa tega recimo dosti manj in dosti bolj počasi, ker mogoče, ampak res mogoče, smo tudi mi, uporabniki, manj zahtevni kot recimo, ne vem, nekdo, ki je vsak dan v avtu. Ne. Mi vsem gremo samo uživati, pozabiti vsak dan, ne vem, jaz vedno pravim, otroci lahko grejo zraven, ampak brez telefonov, ker potem otrok niče imajo sabo te stvari. Tako da mogoče tukaj to malo manj pogrešaš, ali pa ti je celo dober občutek, ki tega nimaš, ne, recimo. Kaj pa se mi zdi, da so se avtodomi v zadnjih letih tudi vedno bolj uveljavili kot, ne bom rekla, prevozno sredstvo za družine. Včasih je bilo več starejših parov, ki so to uporabljali, zdaj vidimo veliko mladih družin, tudi z več otroki. Kaj pa tukaj? Kako bi se lahko večštevilčne družine prevažale? Bo tukaj šlo kaj naprej v napredek, da bo več prostora, da bo lahko bolj udobno, da bo mogoče, da bojo tudi klopi ne nazadnje bolj udobne za otroke? Za sedeti govorim. Če greva od zadaj naprej, klopi v avtodomu so, ali pa recimo nasploh v počitniških vozilih so v zadnjih letih blazno napredovale, kar se tiče udobja. Včasih je bilo mišljeno, da mora biti vse ravno, ker potem narediš ležišče. In zaradi tega, ker tega zdaj ni, je ležišč manj. Druga stvar, ki je, so recimo sedišča. Homologirano sedišče pomeni, da sedeš s pasom, se pravi tako, kot mora biti, po nekih posebnih pravilih pritrjen na šasijo in take stvari. In teh je v naših vozilih manj tudi zaradi teže, ker so že sama bazna vozila težja kot včasih, toliko več opreme s sabo vozimo. In ker so recimo vozila danes v osnovi že težka, ne vem, med 2800 in 3100 kg, si že tukaj omejen, recimo. Vse je prostora dovolj za 7-člansko družino. Sam ker po normativih, ne vem, vsak človek tehta 75 kg, pa zraven moraš prišteti potem še njegovo prtljago, pa določeno težo tudi na vsak meter vozila, se potem matematika več ne izide. Zaradi tega recimo je problem pri prevozu večjih družin. Je pa res zanimivo, in tudi meni zelo všeč, oziroma čedalje bolj všeč mi je to, da se ta trend mičkeno obrača, ne samo pri nas, ker Slovenija je bila vedno recimo dežela ljudi, dežela družin z avtodomi. Tujina, predvsem Nemčija, Francija, so bili pa to starejši ljudje, ki so že recimo v penzionu, se imajo fajn, imajo nekaj denarja in potem kupijo neko zadevo in uživajo še tistih 20-30 let, recimo, ki so jim ostala res na polno. Medtem ko Slovenija je bila pa vedno tista družinska, recimo, ne vem, tudi pred 15 leti, ko se je to pri nas začelo malo bolj širiti, so bile po večini družine. In je luštno videti, ker se meni zdi, da ta življenjski slog je pisan na kožo predvsem družinam. Ljudje so veliko skupaj, veliko se družijo, veliko so v naravi, veliko so športno recimo aktivni, in se mi zdi, da recimo je to eno tistih vrst življenjskega sloga, ki je pisan predvsem na kožo družinam. Veliko bolj, kot bi pa človek pričakoval. Se pravi, da je tukaj tudi to lahko prihodnost, da bomo vedno več družin srečevali, ki bodo potovali z avtodomi. Ne samo s šotori v kamp, ampak tudi z avtodomi. Sva tukaj mičkeno omejena recimo za ceno, ker šotor je vseeno cenejši. Kar orang cenejši. Bi pa vseeno rekel, da je to nek trend, recimo, ki tudi v Sloveniji, ne vem, porast. Če pogledamo zadnja leta, je občuten. Res nismo sicer dosegli še tistih številk prodaje letne, kot je bilo recimo pred krizo, se pravi 10 let nazaj. Smo pa že zelo, zelo blizu in jaz mislim, da tudi to bomo enkrat presegli. Ker tukaj je tako, stvar ni draga. Ljudje mogoče na začetku rečejo, Madonna, avtodom je pa 50-60 tisoč evrov. In ni res, pa vzamem tazga za 10. Se ni važen avtodom ali pa prikolica, to je samo sredstvo. Ti si tisti, ki boš potem iz tega znal zgodbo narediti. Ker tudi, če boš kupil avtodom, recimo, ne vem, za 100, 150, 200 tisoč evrov, se zgleda fantastično. Samo če ti tega nimaš, če ne znaš v tem uživati, ta stvar nima vrednost. Tako da klej je mogoče tista, ki je bilo včasih zelo, smo govorili o tistem neprecenljivem. Neprecenljivo tukaj ni tisti avtodom, ampak je ta življenjski slog, je pa neprecenljiv. Ti pobegneš od vsakdana, pobegneš od problemov, pobegneš od, ne vem, družine, sorodnikov, sosedov, ne vem, tistih, ki ti ni, greš nekam, kjer se imaš fino. In to tudi ni nujno, da se zapelješ, ne vem, na konec sveta, ampak je že dovolj, ne vem, če greš iz glavnega mesta na podeželje, z podeželja v glavno mesto na obalo, se ni važno. Tako da ni to neka taka draga stvar, kar se stroškov tiče. Se pravi, lahko zaključiva, da je to zagotovo prihodnost za vse tiste popotniške duše, ki radi raziskujejo, ki radi za vikend kam pobegnejo in so neomejeni pri destinaciji in mislim, da imajo z avtodomom veliko priložnosti za to. Jaz bi
bom rekel, čisto povedal, kot si ti povedal. Hvala.